Načeloma skoraj vsaka dieta deluje. Vsaka dieta, ki ustvari kalorični primanjkljaj in se na koncu tudi dejansko držimo. Ampak problem je drugje. Ljudje ne maramo diet, ker imajo 20 pravil, 50 omejitev in seznam prepovedanih živil je daljši od nakupovalnega seznama. Ampak kaj pa, če bi obstajal pristop, ki ima namesto 100 pravil samo eno? To pravilo ne določa, kaj lahko jeste, ampak samo kdaj. In to je ideja prekinitvenega posta, oziroma po angleško intermittent fastinga. Do konca tega videa boste razumeli, kako ta pristop deluje, kako lahko začnete že danes in katere metode obstajajo in predvsem, komu ga absolutno ne priporočam. Torej, prekinitveni post pomeni, da določimo nek časovni okvir, kdaj jemo in kdaj ne jemo. V času posta ne uživamo hrane in pijače, ki ima energijsko vrednost. Če vam dam zelo preprost primer, prvi obrok recimo pojeste ob 7 zjutraj, zadnjega po 5 popoldne. Se pravi, od 5 popoldne do naslednjega dne do 7 zjutraj ne jeste ničesar, kar vsebuje kalorije. Zakaj je to pomembno? Ker telo še vedno potrebuje energijo, tudi po noč. In če je ne dobi iz hrane, jo mora vzeti zalog, tudi zalog maščobe. Zato lahko s tem pristopom ne samo potencialno hujšamo, ampak dobimo tudi nekaj drugih koristi za metabolizem. Kot veste, imamo danes poln riti vsega. Ves čas živimo v izobilju in samo nalagamo maščobe, zelo redko pa jih tudi kurimo. In telo postane zelo dobro v tem, da energijo nalaga, ne pa tudi, da jo porablja. In ko umetno ustvarimo nek čas v dnevu, ko ne jemo, telo prisilimo, da mora spet porabljati maščobne zaloge. In če je to obdobje brez hrane daljše in ga prakticiramo vsak dan, telo na nek način treniramo, da postane bolj učinkovito pri kurjenju maščob. In iz tega vidika je lahko prekinitveni post dobra strategija pri debelosti in pri določenih metabolnih težavah. Ampak tukaj moramo biti realni. Prekinitveni post ni čarobna dieta. Shujševalno deluje samo, če še vedno ustvarjate ta kalorični primanjkljaj, ki je pogoj vsake diete. In to pomeni, se pravi, da v času, ko jeste, pojeste manj, kot bi pojedli sicer. Ampak ravno to je pa čar tega prekinitvenega posta, ker če omejimo čas, kdaj jemo, večina ljudi spontano poje manj. Če pa se v tem oknu hranjenja seveda prenajedamo, potem rezultatov ne bo. Če vas zanima, kaj točno jest v času prekinitvenega posta, si poglejte tudi moj video Jedilnik za hujšanje, brez štetja in odrekanj. Tam dejansko naslovim, kaj jest, ker tukaj v tem videu bomo govorili samo o tem, kdaj jest in kako v primeru tega prekinitvenega posta. Torej, načeloma bomo avtomatsko pojedli manj, če se le ne prenajedamo. Vseeno pa nekatere raziskave kažejo, da ima prekinitveni post lahko koristi tudi takrat, ko ne hujšamo, se pravi, ne izgubljamo telesne teže. Prva zadeva je, da se izboljša inzulinska občutljivost, se pravi občutljivost na inzulin, kar je zelo pomembno pri ljudeh z metabolnimi okvarami. Tudi to smo že govorili v drugem videu, ki se zdaj zriša na ekranu, oziroma bo v opisu tega videoposnetka in si ga poglejte. Druga prednost je nižji krvni tlak. Tretja pa manjši občutek lakote, sploh če se s prekinitvenim postom odvate večernega prenajedanja. Zdaj pa poglejmo, katere tipe prekinitvenega posta sploh poznamo. Čeprav jih obstaja več, niso vsi enako učinkoviti in predvsem niso vsi enako primerni. Najbolj znana sta dva pristopa. Prvi je 16-8, se pravi 16 ur posta, 8 ur hranjenja, drugi pa je 5-2, kar pomeni 5 dni v tednu jeste normalno, 2 dni pa močno omejite vnos hrane, recimo 500 do 800 kalorij na dan. In ta druga metoda, se pravi 5-2, je bolj agresivna, zahteva več znanja, več nadzora in več discipline in zelo hitro se zgodi, da v tistih 5 dnevih pojeste preveč. Ta 2 dneva sta pa na koncu koncev za telo zelo stresna, in telo se na ta stres ne odzove vedno tako, kot si želimo, zato o tej metodi niti ne bomo govorili. Veliko bolj uporabna, varna in pa praktična je metoda 16-8. Tukaj si v dnevu zberete 8 ur, ko normalno jeste, in potem obdobje 16 ur, ko ne jeste ničesar. Tudi pijete lahko, da se razume, samo pijačo brez kalorij, naprimer vodo, nesladkan čaj, črno kavo, ampak če ste nekdo, ki je navajen od zgodnega jutra pa do poznega večera jesti, je lahko tudi ta metoda 16-8 na začetku preveč agresivna. Zato vsem, ki se boste to prakticirali, priporočam postopnost. Začnite prvo z 12-12, se pravi, to pomeni, da 12 ur jeste in 12 ur ne jeste, to je neka osnova. Potem probajte 14-10 in šele na to, če vam ustreza 16-8. Telo se tako postopno privaja in lakoto boste tudi
veliko lažje obvladovali. Seveda, če se odločite, lahko naprimer spustite zajtrk, če vam je odveč, in potem jeste obroke med recimo poldnevom in 8 uro zvečer. So pa raziskave vsem pokazale, da je veliko več koristi prekinitvenega posta, če začnete jesti zjutraj in končate potem popoldne, recimo od 8 ure zjutraj pa do 16 ure popoldne. Zakaj? Ker večina ljudi največ poje glih zvečer. In če odrežemo ta večerni del dneva, smo lahko veliko bolj sigurni, da bomo res pojedali manj kot sicer in ustvarjali ta primanjkljaj, ki je ključen za hujšanje. To je to, zdaj pa na zelo pomemben del. Komu prekinitvenega posta ne priporočam? Na splošno seveda ni primeren za nosečnice, za doječe mame in pa seveda otroke in mladostnike v razvoju, ker vsi potrebujejo reden vnos hranil. Ni primeren tudi za sladkorne bolnike in pa vse ljudi z zgodovino prehranjevalnih motenj. Če vseeno razmišljate o prekinitvenem postu, se posvetujte svojim zdravnikom. Je pa še ena skupina ljudi, za katero ni najbolj primerno in se na njih pogosto pozabi. To pa so ljudje z malo pusto telesne teže oziroma z malo mišične mase in tukaj da razčistimo, če imate več maščobe na telesu, še ne pomeni avtomatsko, da imate tudi malo mišične mase. Običajno imate ljudje s prekomerno težo tudi več mišic. Malo mišične mase imajo običajno tisti, ki imajo izrazito neaktiven življenjski slog in pojejo tudi zelo malo beljakovin, recimo zaradi neke veganske, nekvalitetne prehrane. In pri njih je lahko post problematičen. Zakaj? Težava je, da ob tej časovni omejitvi prehranjevanja in primanjkljaju imamo velikokrat lahko prevelik oziroma nenadzorovan kalorični vnos, hkrati pa potem tudi vnesemo manj beljakovin in ogljikovih hidratov. Vse to pa je pomembno, če želimo, kar absolutno želimo, ohranjati mišično maso pri hujšanju, da ne pride do tega jojo efekta. Za vse ostale pa, če vaša prehrana trenutno ni urejena, če jeste ves čas, včasih tudi pozno zvečer ali pa celo po noči, je prekinitveni post lahko zanimiva izbira. Začnite torej s tem 12-urnim oknom prehranjevanja, recimo od 6 do 6 ali pa od 7 do 7 in v tem času jejte še vedno pametno. Ne samo časovno, ampak vsaj malo tudi pazite, da jeste primerne obroke. Ideja ni, da naredite agresivno neko spremembo čez noč, ker če greste prehiter, se telo in glava vedno hitro upreta. Velikokrat je že mala sprememba, ki jo boste naredili, lahko prenesla bo tiste prve rezultate in ko se bo telo navadilo in se bo napredek ustavil, potem lahko spet postopno napredujete, lahko greste na 14-10, pa potem kasneje po potrebi na 16-8. Najbolj pomembno je, da se pristopa res držite in spremljate svoje počutje. Včasih boste videli, da že pri 14-10 dobite vse koristi, ki jih iščete in sploh ne rabite se bolj omejevati. Če pa še vedno jeste zelo nezdravo, se prenajedate, ne gibate, živite v tem konstantnem stresu, potem pač ne pričakujte čudežev. Ker morate vedeti, da prekinitveni post je super orodje, ni pa nadomestilo za celoten zdrav življenjski slog. Za še več praktičnih nasvetov si pogledajte tudi naše druge videoposnetke in naš shujševalni program, ki ga najdete v opisu, pa se vidimo v telovadnici ali pa v naslednjem videu.